Pater Silvo Šinkovec, teolog, magister psihologije, je s svojim strokovnim delovanjem na področju izobraževanja v slovenski prostor vnesel novo kakovost. Kako se oblikuje ta naš notranji vrednostni svet, to je pravzaprav vzgoja in izobraževanje naj bi oblikovalo notranjo osebnost. Tisti, ki bi radi delali, to se pravi prostovoljci, pridejo k nam, potem jih mi usmerimo na 7 različnih ustanov in potem tam delajo, upravljajo prostovoljno delo. Imamo pa tukaj še mesečne supervizije in pa razna izobraževanja za prostovoljce. 10 let vodi šolo za starše. V šoli za starše se radi vračamo k tej temi, zato ker mediji imajo zelo velik vpliv. Učitelje prosvetljuje o pomenu vzgoje, o vplivu medijev na življenje družine. Z nenehnim publiciranjem, urednikovanjem revije Vzgoja, številnimi predavanji in kot soavtor etičnega kodeksa katoliških pedagogov, vzpodbuja novo razumevanje učitelja kot pomembnega nosilca oblikovanja identitete državljanov združene Evrope. Da učitelj po svoji naravi dela je tisti, ki je vpet v nek kontekst življenja, v okolje, v katerem živi. In v tem okolju je učitelj seveda tudi oblikovalec in sooblikovalec kulture. In da na nek način je vsak profesor, vsak učitelj tudi kulturni delavec. Poleg zakonodaje, ki imamo, poleg kurikuluma, ki ga imamo, je zelo pomembno, da se vsaka šola tudi znotraj lastnih potreb lastnega okolja določi tiste vzgojne cilje, ki jih lahko dosega in da bi na nek način dobila tudi vsaka šola svoj lastni obraz, svojo lastno podobo, svoj lastni, če hočemo, imidž. Ta osebni pristop, ta oblikovanje teh timov se nam zdi zelo pomembna. Smo pisali etični kodeks, smo naleteli seveda na mnogo vprašanja. Eno od tistih je bilo seveda, kaj učitelj naj naredi sam za sebe, za svoj osebnostni razvoj, zato da bo izhajal iz svojih lastnih vrednot, ponotranjenih vrednot, da bo seveda potem lahko lažje razreševal tiste konfliktne situacije, s katerimi se srečuje. Pater Silvo Šinkovec je ves čas sodeloval pri našem delu, bil je tudi pri sami ustanovitvi, nas ves čas spremljal in se mi zdi, da je bil kar idejni vodja, pa duhovni vodja delovanja našega društva. Če hočemo seveda imeti dobro državo, mora vsakdo prispevati kaj k skupnemu dobremu. In k skupnemu dobremu bomo prispevali seveda, če ves čas sami se najprej izobražujemo, se pravi vlagamo svoje lastno napredovanje osebnostno, po eni strani osebnostno rast, kakor seveda tisto na strokovnem področju. To je pa že tisto humus, ki potem je dobra skočna deska za razne naloge, ki jih od nas pričakuje sodobna družba.